Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o aromaterapiji. Zdaj boste rekli, pa kaj je to spet za ena čarovnija? Ni čarovnija. Gre le za eterična olja, pridobljena iz rastlin. In danes ob sebi pozdravljam Natašo, torej ti si prava raziskovalka na tem področju, že skoraj 30 let, se ukvarjaš z rožicami, olji in tako naprej, tako da imaš ogromno znanja in zato se nekaj te moram poklicati, ker moja steklenička za čarobni napoj je prazna in bi jo rada napolnila. Preden jo pa napolniva, pa mislim, da je pomembno, da se v bistvu malo izobrazijo oziroma naše gledalce o tem, zakaj sploh uporabljati eterična olja. Za nekoga, ki se ni še nikoli srečal s tem. Jaz bi začela na začetku, se pravi z aromaterapijo, da jo najprej nekako definiramo. V najširšem smislu je aromaterapija nega, zdravja, pa dobrega počutja, pa tudi našega okolja s pomočjo dišečih snovi. In te dišeče snovi so rastlinske dišeče snovi. Zdaj za naravne stvari, popolnoma naravne produkte? Ja, to so popolnoma naravne snovi. Sploh pri strogi aromaterapiji so to lahko samo eterična olja, pa hidrolati, pa še določene pomožne snovi. In zdaj obstajajo pa še drugi rastlinski dišeči izvlečki, ki se tudi v parfumeristiki uporabljajo, recimo absoluti, dišeče tinkture, potem CO2 ekstrakti. To so vse tipi dišečih rastlinskih snovi. Ampak v aromaterapiji se najbolj uporabljajo eterična olja, hidrolati, to so dišeče cvetne rastlinske vode, pa rastlinska maščobna olja kot osnovna snov, v kateri raztapljamo eterična olja. Torej bazno olje. Bazno olje, ja. In zdaj bi šla takoj kar k eteričnim oljem. To so posebni tipi rastlinskih ekstraktov, ki jih v glavnem pridobivamo s parno destilacijo. To je aparatura, ki je za to potrebna, parni destilator, pač en od mnogih tipov parnih destilatorjev. Ta tamečkan je primeren tudi za domač štedilnik, za ljubitelje, recimo sploh za ljubitelje hidrolatov, si jih komot lahko sam doma narediš, pa če imaš vrt, pa tudi nabrati se da marsikaj, ne. V glavnem... To ti verjetno vse sama delaš, a ne? Ja, seveda. Že kar dolgo. V bistvu je to moja glavna ljubezen. Začela sem z eteričnimi olji, ki sem še v Ljubljani živela in so se pojavila približno 30 let nazaj, ko je bila še trgovina Jamčica, pa Kalček tudi, pa to. Oni so uvažali odlična eterična olja. In jaz sem non-stop tam visela in to vohala, čisto so me pač obsedla. Z rastlinami samimi sem pa že od otroštva jih imam rada, kot bitja. Ampak jaz nikoli nisem pomislila, da bi to prijateljstvo, mi je bilo toliko samoumevno, da nikoli nisem nekak profesionalizem v zvezi s tem razmišljala, ne. No, študirala sem v bistvu humanistične vede, filozofijo, sociologijo, ki ste me pa nekako opremile za izražanje o vsem, pa za raziskovanje, pa tudi ste mi dale uvid v to, koliko so dejansko rastline z ljudmi prepletene. Z našo simboliko, z našo kulturo, in da jih ne moramo ločeno od tega obravnavati. Res je, del nas so, ne? Del nas so, ne. Veš, kaj bi te vprašala, Nataša, ena zelo pomembna stvar. Zakaj je vonj tako zelo, zelo pomemben, ne? Vsi se recimo spominjamo, ne vem, tako kako ga sprašujem, kaj v bistvu, kateri čut si najbolj, možgani zapomnijo. Pravijo vonj, recimo, ne vem, babičino, kakšno pecivo, ali pa ko smo šli kam na obisk, ali pa mamin parfum še, ko smo bili majhni, ne? Ja, seveda. Kaj je s tem vonjem? Zakaj je toliko pomemben? Recimo Magdalence Prustove, ne? Svanov svet roman to opisuje, prav te momente, da mu je celo vas priklical vonj pa okus, ne. Ja, to je pomembno zato, ker vonj moramo vedeti, da je najstarejši čut in da pri vretenčarjih to je v bistvu zaznavanje kemičnih molekul iz okolja, ne. In gre čez najstarejši del možganov vonjavni signal, povezan je najbolj direktno z možgani od vseh čutil, ne, ker v bistvu mi v nosu imamo zelo tako tanko porozno kost, sitko in čez njo pol pride v bistvu pride do vohalnega živca vonj in ta signal vonja gre čez zelo star predel možganov, ki sploh ni z zavestjo povezan, ampak je povezan recimo z lakoto, seksualnostjo, z ritmom spanja pa budnosti, s hormonskimi sistemi, s seksualnimi hormoni in zato lahko vonji dejansko na vse to delujejo. In nam dvigajo razpoloženje, nam ga nižajo, in da bi moč tega delovanja ponazorila, mogoče je boljš vprašati se, kako se počutimo, če nam nekaj grozen smrdi.
da nam v momentu zelo poslabša počutje, nasilno bruhanje, pol tudi določeni vonji nam lahko glavobol kar naredijo. In isto, kot v slabem, ko takoj zaznamo neposredno, da hočemo sam pobegati iz tega ven, da to ne dihamo, isto nam lahko na milijon dobrih načinov pomagajo vonji, ne. Tako, in tukaj so rastlince v veliko pomoč. Zdaj, eterična olja, pravzaprav, kako jih lahko vse uporabljamo? Torej, lahko jih recimo si dajemo direkt na kožo, ne? Si jih torej mažemo. No, tukaj je kar mal problem, ker če mi danes preberemo knjigo o eteričnih oljih ali pa iščemo informacije na internetu in potem dobimo cel spisek, proti čemu vse pomaga eterično olje. Cel spisek enih stanj. Torej, za eno olje. In pol imamo mi za eno olje, ja, zato ker olja so izjemno kompleksne spojine. To ni ena spojina, ampak so na desetine, na stotine, v vrtnici je prek 400 vrst kemikalij v vrtničnem olju. In vse so zelo aktivne. To so sekundarni metaboliti rastlin, ki jih rastline proizvajajo za lastna zdravila, za lastne naloge, ki jim pomagajo v bistvu preživeti. Da niso nujne za zgradbo rastline, ampak jim pomagajo ali pri razmnoževanju, ali pri medsebojni komunikaciji, pri privabljanju opraševalcev. In v bistvu, ko ti leta in leta opazuješ rastline in razmišljaš o tem, zakaj rastlina ta svoj vonj uporablja, ugotoviš, da na zelo podoben način tudi nam pomagajo. Ne. Glih vrtnica, ne. Naprimer, vrtnica uporablja svoj vonj, da privabi čebelice z imitacijo njihovih feromonov. Ampak vrtnica je v svetu aromaterapije en od zelo močnih pa učinkovitih naravnih afrodizijakov. Aha, upam, da se si tole zdaj zapomnila. Ko je luksuzna pa draga, ne, obstajajo tudi cenejša afrodizična olja, ne, ampak je zanimiva ta usporednica, ne. Pa recimo roženkravt oziroma dišeča pelargonija, ne. To je rastlina, ki praktično se ne more skoraj posušiti. Prej bo zgnila liste, kakor se posušila, blazno sposobnost zadrževanja vode. In to eterično olje, dišeče pelargonije, v mešancah kozmetičnih je izjemno in za suho in za mastno kožo, zato ker uravnava vlago tudi v koži. To so sicer čisto ena moja zdravorazumska opažanja. Jaz študiram in kemično sestavo olj in duhovne aspekte in zelo oseben odnos imam do teh rastlin vsa ta desetletja, ampak moram reči, da ta zdravorazumski pristop kar drži tukaj. Sam se treba malo poglobiti pač, pa razmišljati o stvarih. Zdaj, če greva na uporabo, torej nekateri gledalci se res še nikoli niso srečali z eteričnimi olji, torej, če se ne motim, na kožo jih nikoli ne damo same, vedno torej moramo uporabljati bazno olje. Na veliko načinov lahko uporabljamo, ja. In potem, prej sem začela, pa potem me malo odnesel. Dobimo to flaško in kaj ćemo zdaj s tem narediti? A se to pije, a se to voha, a se to... No, in recimo vohanje, inhalacija je prvi način vnosa v telo teh molekul, ne. To lahko naredimo že z direktno inhalacijo iz flaške in to zmeri, kadar sprobavamo, tudi vohamo olja, moramo paziti, da ni preblizu nosu. Bog ne daj, da se dotaknemo, ker nam lahko razžre. Damo malo stran od nosa in malo pomigamo s flaško in potem v bistvu lovimo ta vonj. Kako ga bom jaz odlovila, jaz tukaj vam kaj boš namešala? To je veliko boljši način spoznavanja vonja, kakor da ga takoj ful potegnemo vase. Torej nežni smo do sebe, ne? Zmeri smo nežni pri vonju. In zmer tudi manj je več, je v bistvu zelo pomembno pravilo, ne. To je en način. In tukaj zelo takoj lahko, recimo, takoj momentalno lahko na psiho vplivamo. Torej, dejansko se reakcija zgodi takoj? Ja, reakcija se zgodi takoj in to v nezavednem. In šele kasneje potem mi se zavemo tega vonja in ga nekako vrednotimo. Ampak na naše dihanje, na našo koncentracijo, na našo budnost, na živčnost recimo, pa že preden se mi zavemo tega vonja, da ga vrednotimo, takoj vpliva, ne. Potem včasih hočemo imeti bolj intenzivne inhalacije. Recimo, včasih hočemo razkužiti zrak ali pa da težko dihamo, da smo prehlajeni pa imamo zamašen nos, da zaradi psihičnih razlogov težko dihamo pa plitko. Takrat lahko uporabimo difuzor. Difuzor? A boš pokazala, kako to deluje? Načini v bistvu razprševanja eteričnih olj v zrak so različni. Zelo znani so tudi tuni difuzorčki, ki damo svečko pa vodico noter, ampak tako, jaz imam te rada samo v bistvu zaradi estetskega efekta, ki imaš vodo, ogenj, zemljo, ki so glineni pa eterične olja, ne. Ampak dejansko za sama olja pa to ni najboljši način, ker se voda pregreva in olje zaradi toplote že not malo razpadajo in ne pridejo taka v zrak, kakor so v flaški.
Tako poenostavljeno rečemo. Aha, No, kaj pa to je pa razlika z ultrazvočni difuzor. Ultrazvočni, In ima v bistvu eno tako napravco noter, ki vibrira vodo in da v bistvu te molekule nedotaknjene lepo ven izhajajo skupaj z vodo. Torej ne segreva zdaj na ne vem kakšne temperature. Ne segreva sploh ne. Super. Po drugih principih to izhlepeva in tudi požarno je bolj varen. Ne vem, če imamo mačke, ki po mizah skačejo, pa to je že delikatno, ne, prižigati svečke pa to. Pač se dogaja, pa eterična olja so tudi zelo vnetljiva. Tudi tukaj moramo paziti, ne, da nam kaj ne kapne, ker to dobesedno skoraj eksplodirajo ena, ne, toliko so vnetljiva. No, da vidiš zdaj kako. No, in difuzor damo enostavno noter čisto vodo, do te meje, ki je tukaj označen, ne. Maksimum. Veliko vrstih, mislim, veliko oblik obstaja pa tega, ampak v osnovi jaz imam nare te ultrazvočne, ne. In potem damo, to je kar velik prostor, pa bom dala ene 7 kapelj olja. Ok. Recimo za neko dnevno sobo, rečemo, kaj je to, 20-30 kvadratov, bi priporočala koliko Pa ne kapljic, vem, da od bo 2 preveč. do 10. Aha. To je tudi odvisen malo od olja, od intenzitete olja. To olje, grapefruit, grenivka, ne, je nežno olje, tako da si mogoče lahko tudi malo več privoščimo. Tako. In potem pržljemo in zdaj tukaj izhaja ven in to se bo zdaj nežno širilo po prostoru. In jaz sem ga zdaj nastavila sicer na 4 ure, pol ga lahko ga tudi na 1, pač imaš časovno, evo, jaz ga že voham. In to je meni najboljša oblika, če hočeš res prostor, recimo za razkuževanje zraka, ali pa za uspavanje, ali pa za dvig razpoloženja. Agrumi zelo dvignejo razpoloženje. Tako da, Naranča, torej limon. to je Limon je to. tudi za slabost, ne? Proti slabosti. Tudi proti fajn. slabosti, pa recimo poprova meta je odlična proti slabosti. Same ne prenašajo vsi dobro, pa za otroke ni primerna pod 5 letom, ne, ki je premočna. Veliko je takih malih detajlov, ne. V bistvu je vsako olje zgodba zase. Nataša, pa če bi lahko rekla, recimo, ne vem, če te lahko prosim, povej mi, katerih 5 olje tistih, ki jih ti priporočaš torej za vsak dom. Lahko naštejemo. Lahko? No, da te slišim. Prva, ki ji rečemo tudi mama, aromaterapije je sivka. Sivka. In to prava sivka. Tukaj moramo vedeti, da obstaja več vrst sivk. V Sloveniji se najbolj gojita prava pa hibridna sivka in hibridna sivka ni prava sivka. Ima drugo kemijo, druge lastnosti, drugače, v bistvu poživlja. Prava sivka, njeno Umirja, ne? latinsko ime je lavandula angustifolia. In tudi tukaj, to je zelo pomembno, pri vsakem olju moramo poznati latinsko ime rastline, ker je to njena osebna izkaznica, vemo, koliko je jezikov, koliko je ljudskih izrazov za rastline. Drugo pa iz katerega dela rastline je pridobljeno. Zato, ker mi imamo, na primer, ne vem, agrumsko drevo lahko pridobimo iz lista eterično olje, iz ploda ali pa iz cveta. K tem se bo mogoče še kasneje, ampak gremo zdaj k sivki. V glavnem, lavandula angustifolia je univerzalno olje, ker je netoksično, relativno netoksično je, lahko ga uporabljajo tudi starejši ljudje, v malih količinah nosečence, otroci za umiritev, ne. Potem splošno nekako je zelo sprejet vonj, večina ljudi ga ima rado, ne, ker vsa olja, ki so zdravilna, ne dišijo, ne, vsem ljudem. Recimo rman je izjemno zdravilno olje, ampak to je tak ekskluziven vonj, že malo odbit, ga ne diši. Večini ljudi smrdi, jim je premočen. Meni noro diši rman, ker vem, koliko je ta rastlina močna. Ti si profič, ja. Ja, pač, ker jo spoštujem in Tako, potem ja. to tudi ta ljubezen vpliva, da tudi lažje sprejmeš. Ampak ni pa to splošno, je seveda to vse eno z drugim gre, ne. To je razvoj, ne. Zakaj se recimo rman uporablja? Rman je zelo protivneten, tako da kadar je v telesu nek boj, bom rekla, ne, ker tradicionalno ta rastlina se je zmeraj uporabljala za celjenje ran. In tudi recimo balkansko ime je zelo razširjeno za rman je hajdučka trava ali pa hajdučica. Zato, ker so te hajduki, ki so se proti Turkom borili in niso imeli tam zdravnikov in zeliščarjev, so si potem rman na rane, so si ga pač prežvečali ali pa zmečkali pa na rano dali. In tudi danes se za to uporablja. Rmanov hidrolat je odličen recimo za akne, da ti poceli te akne, da ti vnetje zmanjša rdečico.
Pol astringent je tako, da skupaj kožo potegne, pa recimo tudi za kakšna vnetja, ne vem, vaginalna, kožna, druge vrste, recimo, ne vem, če imaš v gubah, ki imajo dojenčki vnetje, pa vnete ritke, za vse to je Arman. Za vse vrste vnetja. In tudi sivka je recimo zelo protivnetna, ne? Ampak ne na isti način kot Arman, pač druge snovi, ampak skupaj sta pa še bolj močno protivnetna, ker vsak svoje pripomore. Aha, lahko tudi mešaš. In temu, ja, vse lahko mešaš, ampak moraš poznati delovanje rastline ene na druge, oljne, in zmeri stremimo, da vzpostavimo sinergijo, da se zaželeni efekti med sabo krepijo, ne, pa izničujejo. In to dobiš pa s kilometrino. Ok, povej mi zdaj, se mi zdi, da vsi rabimo, ne, s katerim oljem si recimo lahko dvignemo razpoloženje? Z agrumi, potem z iglavci, potem s kakim rožmarinom tudi nas tako ukrepi, da nas borbene naredi, pa koncentracijo nam izboljša. Pol definitivno s pelargonijo pa vrtanco, ki tudi nek skupnostni duh, recimo, če delamo v ekipi, pa da imamo par ljudi slabe vole, tam ni skoncentriran, je recimo pelargonija idealen oljček za difuzor, ampak zelo mal. Tako da komi zaznajo ljudi in se takoj tako eno skupno zavetje naredi ta rastlina. Ne? Kaj pa recimo za take skupne romantične večere? Kaj bi priporočala? Evo, to pa ti dam kar takoj za povohati. Eno krasno olje, sicer eksotično, ne. Jaz težim k temu, da naša olja uporabljam, ker rastejo v lokalnem okolju, ampak seveda ob takem bogastvu je težko. To je tako, kot da bi en rekel, da ne smeš čokolade jesti. Se mi zdi, da to je v človeški naravi, da smo taki hedonisti, ampak sem vesela, no, da imamo dostop do teh dragocenosti. Ilang je zelo tako in sprostilno, in romantično, in ženstveno, močno je. To je od ene tropske ovijalke. In to je tudi tako olje, ki je prijazno do kože, za masažne mešance je krasno, za erotične masaže, tudi sam za sprostilne masaže. Najstniki ga imajo radi, ne. Izjemno je prijeten. Zelo, zelo prijeten. Cananga odorata. Ja, to je taka ovijalka tropska, ki zraste tudi po 5 metrov na let. In pa ima take krasne, kot ene morske zvezde, rumene cvetove velike. In to potem na roke ubirajo in destilirajo. Jaz bi te prosila, Nataša, ker naj čas preganja, ne, tako vedno v teh naših oddajah, ker imamo toliko veliko za povedati in slišati, bi te prosila, če bi ti meni nekaj namešala. Aha, komot. Torej nekaj, da jaz lahko si povoham. Torej, kaj bi mi pa sploh priporočala? Torej, recimo, da si dvignem razpoloženje, da se bom boljš počutila. Da je tako, a veš, se mi zdi, da ta olja ti dajo. Ja, pa da te malo sprosti trenutno, ampak mogoče pa ne preveč uspava. Uspavala pa ne bi, ker moraš še kar nekaj vdaje. Tukaj je zelo pomembno. Mnoga sprostilna olja ful uspavajo. Aha, zelo. In to recimo nočeš v službi tega, da boš pol kinku za pisalno mizo. Tako da tukaj je pomembno zbrati ta pravo olje. In jaz bi zbrala, pa še nekaj je pomembno, to, da ti povohaš, kaj ti bom dala not. Ker tvoj nos je najboljši kazalec zate, smerokaz zate, kjer olje si bo zbrala. Jaz imam znanje v teh efektih, ampak čisto vse, kar ti bom dala v mešanico, boš mogla ti povohati. Zmerjeno. In jih tudi ne bom dala veliko, ker nos lahko povoha tam 5 do 6, pa se utrudi in nič več, pa ti pa vse isto diši. Je že ponavljati, veš, ko grem v parfumerijo, pa probaš enega, pa drugega, tretjega več ne bohaš. Je konc, ja, saj parfumi so itak še bolj kompleksni. No, tukaj je eno zanimivo olje slovensko, ki ti bo verjetno zelo všeč, melisa. Zelo dragoceno olje. Ja. Melisa je še za današnji čas je ful primerna, ker je zelo protivirusna. In ne vem, če so jo kaj v zvezi s COVID-om raziskovali, ampak jaz kot poznavalka rastlin bi jo dala v prve bojne vrste. Melisa torej. Recimo za herpes viruse čudežno deluje, recimo za norice pa tako. Torej z direktnim nanosom na kožo? Ne, tako bolj kot razpršena v zraku ali pa recimo za norice obkladek iz melisinga hidrolata. Hidrolati so veliko blažje raztopine in jih lahko nerazrečene uporabljamo. Seveda, ker drugače reagira premočno. Eterična olja moramo pa nujno razrečati, če jih dajemo na kožo. Torej z oljem. V določenih procentih s temi maščobnimi olji, ki sem jih jaz 4 vrste dala sem, ampak ne vem, samo v knjigi jih imam 50 vrst upisanih, samo maščobnih olj. Kaj si dajmo pa recimo olja za recimo dvig razpoloženja ali pa parfume? Verjetno na kaj, na te pulzne točke? Lahko si naredimo tako mešanico, ne vem, do 5% eteričnih olj v jojobinem vosku, ki je zelo stabilen, pa nima vonja. In pa si to namažemo na dlani in pa recimo to
to je tako dosti intenzivna inhalacija. Lahko si damo na pulzne točke, seveda, zato ker tam je pa bolj toplo, ne, in potem izhlepeva. Pa recimo, tudi čisto po potrebi, ne vem, če ti čutiš, da imaš napet vrat, si boš pač klele zmasiral malo z masažno mešanco ali pa po lasišču, ne, ali pa, ne vem, si boš dal za koncentracijo ali pa en uvid, recimo si na območje tretjega očesa daš mešanco. Ogromen je tega. No, dejva, ajde, Meliso sem dala zeleno. Mi je všeč. Rekla si, da ne bova jih preveč dale, ne? Ne bova. Jaz bi dala do 3 olja, več je že skoraj škoda, ne. Dobro. Pol tukaj je tudi eno izjemno dragoceno olje iz cvetov grenkega pomarančevca. Neroli. Tako grenko, agrumsko, osvežilno noto ima. Boljš ne bi mogla opisati. Madonca, res se spoznaš na te stvari. Ja, Evo, čak, še ena kljubica. Ok, melisa, neroli. In da bi jo povezala skupaj, bi dala pa pravo sivko. Sam da jo najdem. Evo sivka. No, to je pa sivka iz Lokavca nad Ajdovščino. Ali pa mogoče celo iz Nanosa, ni mi povedala Urška. Ja, sivka poboža, ne, sivka te res poboža. No, evo, in kako bo že to naredila? No, to je razlika lavandin, ne, hibridna sivka te pa špikne, ne, te pa prav tkote, ne, sivka te pa objame, te pa se pa pogrezneš vanjo. Jaz bi dala kar po 1 kapljico vsake. Ok, evo, a lahko kar poskušala, da si jaz tole napolnim. Pa bomo naredili v to posodico, potem bomo pa s kapalko pač dali. Torej steklo, ne? Če mešamo, mešajmo v steklu, ne? Ja, to je zelo pomembno. Če mešamo v steklu, zato ker olja razžirajo plastike, ker delujejo kot organsko topilo in tudi snovi iz plastike lahko prehajajo v olja. Tako da jaz zmeri mešam v malih posodicah ali pa direkt v flaški, ko pa si najdemo nekaj primernega. Ja, v flaški je najbolj enostaven. Pa najmanjša zguba je, bomo dali kar po 1 kapljico. Tukaj moramo, evo smo že preterali, hitro pobegnejo 2 kapljice stežke. Bomo dali pa po 2 vsake, ker hoče imeti prav enakovredno mešanco. Se velikrat igraš s temi vonji, s temi čarobnimi napitki, napoji pravzaprav. Izjemno rada se igram, ampak prvič to je zelo drag špas, ker olja grejo, ne. Ja, dragocena so izjemno. Drugič pa tudi ne moreš, ker če jih sam destiliraš, ker veš, kaj si mogel vse nabrati, predelati, prečistiti, prekuhati, da prideš, ne vem, do 100 mililitrov olja. In potem si rečeš, to imam za ta let. In konc, in šparaš pač, ne. To eterična olja so res izjemno dragocena. Mislim, da se ljudje seveda, če se ne ukvarjamo s tem, ne zavedamo, kako zelo težko pridobljena, ne. No, ena bolj, druga manj, ne. Imamo pač cenejša, pa dražja. Kaj pa to pomeni glede učinkovine? Torej si rekla, ne, bolj kvalitetno oziroma ceneje vpliva, je cena v tem primeru recimo en faktor, ki moramo biti pozorni pri nakupu? Skaj pa to ne gre? Ja, moramo biti pozorni, seveda. A pomeni višja cena tudi višjo kakovost? Velikrat ja, včasih pa tudi ne, zato ker v bistvu, jaz bom to kar dol vzela, se upravičujem, ampak zgleda, da ga ni več veliko. Opala. Ta je zelo nežen, tako da ne bo niti take škode. Če ti ki ga zmanjkuje, potem moraš zelo počasi Ja, vidim, da zelo nežno je treba, ne? Zelo nežno, lahno gledati, tudi spoznati v bistvu teksturo vsakega tega olja. Ena so zelo tekoča, se kar ven usujejo, evo, zdaj bo pa meni cel dan kikal se diša. Vse to je fajn, ne, takole si večkrat poparfumaš. V bistvu volna je izjemen material kot nosilec eteričnih olj, pa lase. Tako, zato ker vse to je logično, ne. V bistvu, ker živali, ne, ljudje smo tudi živali, imamo dlake zato, da svoj vonj na njih držimo, ne, in tudi druge vonje dobro držijo zaradi tega dlake. Evo, še ena kapljica. Melisa. Takole, melisa. Zdaj bomo pa malo takole pomešali nežno. Evo, zdaj pa hiter daj kamenček, preden sklepijo, ker to so zelo hlapne snovi. To si lahko tudi sami gledalci naredite torej doma, pipeto potrebujete in date torej v... Da se ga nam dotikala. Wow. In zdaj imam čisto svoj čarobni napoj. Pa to je super, super mešanca. Zdaj pa lahko že povohamo, ne? Lahko. To bomo dali pa kar v difuzor. Izjemno prijetno. Škoda, da ne bi se to podihali, povohali, ne. Da bi zdaj to kar ubrali. Tako da bom jaz ta difuzorček ugasnila.
Torej, zdaj vsakeč, ko se bom Nataša jaz malo počutila mizerno, slabo, nerazpoloženo, to si sigurno odprem. ti bo dvignilo razpoloženje, sigurno. Torej, varna uporaba eteričnih olj je primerna, recimo, da si damo takole flaško, mešamo z baznim oljem. Za vse začetnike pa mislim, da je skoraj bolje, da najprej posežejo po hidrolatih.